Bolnik nekaj dni po okužbi začel težko dihati. Vidite, da ko je prišel v bolnišnico lani, praktično pred letom dni, na rentgenskem posnetku ni bilo kaj veliko videti, morda nekaj nežnih sprememb. Vendar je bila povzročena, izgleda, taka okvara, akutna, da je bilo že kmalu bolnika potrebno priklopiti na ventilator. Na tem posnetku se vidi, da so pljuča v celoti megličasta in kar se tudi ne zgodi redko, pri bolniku je prišlo zaradi okvare tudi do razpoka pljuč. Stanje se je še naprej slabšalo. 3 dni zatem so pljuča v laičnem besednjaku postala povsem bela, kot vidite. Ta pljuča niso več sposobna izmenjavati kisika iz okolja, niti niso sposobna bila več izmenjavati kisika, ki je bil doveden z respiratorjem. Zato je bilo potrebno bolnika, tako kot sem že prej omenil, priklopiti na izventelesno membransko oksigenacijo. Vidite, ta cevka je vstavljena v velike žile, od tukaj se črpa kri. Vendar pri konkretnemu bolniku se pljuča niso dobro popravljala. Naj omenim, da nekateri bolniki seveda to fazo preživijo brez presaditve pljuč, pri tem bolniku se pa pljuča niso popravljala. Tukaj pa vidimo že presajena pljuča. Vidite, da so povsem drugačna. Tukaj se pa že vidi praktično normalna pljuča, seveda še malo utrujena od presaditve, ampak praktično normalna pljuča. Bolniki, ki so na tak način prebolevali dolgotrajen potek hude covidne pljučnice, seveda niso bili prizadeti le s strani pljuč. Med dolgotrajnim zdravljenjem v intenzivni enoti povsem oslabijo mišice, bolniki shujšajo, utrujeni so od bolezni in potreben je tudi po presaditev pljuč kar dolga rehabilitacija. Življenje ni povsem enako kot pred presaditvijo, to je zagotovo, vendar pa zelo dobro, bolniki se lahko funkcionalno popravijo, morajo pa ves čas jemati zdravila proti zavrnitvi, ki pa seveda tudi niso brez stranskih učinkov. Bolnika sem poklical pred parimi dnevi, seveda sem ga povprašal tudi, kako je. Pravi, da je dobro, da prehodi vsak dan že več kot 3 kilometre in se postopoma privaja na novo življenje.